Velik požar je izbruhnil v hotelu v mestu Yangon. Naredil je veliko gmotne škode in 2 osebi sta bili poškodovani. Med poškodovanimi sta Kitajka in reševalec, ki je pomagal na kraju dogodka. Oba so prepeljali v bolnišnico in sta zunaj življenjske nevarnosti. Goste hotela so pravočasno evakuirali. Vzrok požara še raziskujejo. Na stotine klovnov iz vse Mehike se je zbralo na 22. mednarodni konvenciji klovnov. Konvencija se imenuje Sejem smeha, ki ga organizira Združenje klovnov iz Peruja, Nikaragve, Kostarike in Združenih držav Amerike, da bi pokazali svoje talente, pridobili veščine in ideje za njihove privržence. Posamezniki bodo sodelovali na večjih delavnicah, kjer se bodo spoznavali z novimi kostumi, čevlji, ličili, triki in lesuljami, da bodo zabave za otroke še toliko bolj pestre. Poplesavali in peli so po ulicah glavnega mesta in navduševali radovedne opazovalce. Klovni so zelo pomembni za mehiško kulturo in življenje. Mnogokrat jih opazimo na prometnih križiščih, da bi zaslužili nekaj pezosov. Obiskovalci lahko vidijo Kolosej zdaj tako, kot so ga videli Rimljani. Odprli so zgornje nadstropje amfiteatra in to za zelo majhne skupine ljudi. V revnem in najbolj oddaljenem delu arene so sedeli revni ljudje, sužnji in ženske. Danes si te prostore lahko ogledajo obiskovalci in začutijo utrip takratnega časa. Približno 40 let je minilo od takrat, ko so si nazadnje lahko obiskovalci ogledali ta del arene. Kolosej na leto obišče več kot 6 milijonov ljudi. Tajski kralj je bil na slovesnosti ob zaključku gradnje kraljevega krematorija, ki ga bodo uporabili za kremiranje njegovega pokojnega očeta. Kralj je blagoslovil in dvignil zaključek strehe na vrh krematorija. Umetniki so delali 10 mesecev, da so zgradili ogromno strukturo z neštetimi ornamenti, ki dajejo vizijo nebes. Krematorij bo torej pripravljen, da upepelijo kralja Bhumibola, ki je na Tajskem vladal od leta 1946 do 13. oktobra 2016, ko je umrl. Slovesnost upepelitve si bo ogledala množica njegovih privržencev. Na tisoče ogroženih želvjih mladičev so spustili na prostost. Jajca želv so zbirali po plažah in so jih dali v inkubatorje, kjer so se potem mladički izvalili. Želve živijo na območju Amazonke v delu Peruja, vendar so zaradi sečnje gozdov in razvoja regije začele izumirati. Želve so dali na seznam ogroženih vrst. Množično spuščanje le-teh na svobodo pa krepi vezi med prebivalstvom, saj naredijo nekaj dobrega.